Prav lepo pozdravljeni v naši tretji oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji se bo izpovedal, bo o svojem otroštvu, o svoji mladosti, o svojem življenju spregovoril upokojeni policist Milan Sagadin. Dobrodošli. Dobrodošli. Milan, midva se poznava nekaj let, se tikava, tako da predlagam, da tako ostane tudi v tej oddaji. Seveda ne bova govorila samo o tvojem otroštvu, govorila bova tudi o tvojem ustvarjanju, ampak najprej se bova pa dotaknila to, kar vem, verjetno kar bolečega otroštva. Ja. Kje si se, v kakšni družini si se rodil? Ja, to je bila kmečka družina. Mama je bila gospodinja. Oče je bil delavec, tako da smo se kar težko prebijali skozi otroštvo. To je bilo Starošince, Cerkovce na Štajerskem. Koliko vas je bilo? 4 otroci. Eden je umrl vmes, tam sem jaz menda tudi križ nosil. Je brat rekel, da sem hodil levo, desno, pa sem reč ne spomnil, ker sem imel 2-3 leta. Si bil ti najstarejši? Ne, imam 2 leti starejšega brata, pa smo pa po 2 leti nazaj. Eden za mano manjka, tako da sem jaz imel 4 leta mamo, ostali pa samo 2 leti kot otroci. Kakšne spomine imaš na tiste zgodna otroška leta? Zelo take lepe, zanimive. To je tako zelo prijetno otroštvo, ko se ga človek spominja tako, kot je ena pravljica, no. Ni bilo nekega hudega trpljenja, da bi človek rekel, čeprav je bilo življenje sicer težko, ampak otroci smo to imeli čisto drugače, precej lažji. Verjetno, kakor mama ali pa tisti, ko so poznali naše življenje tisti čas. Pa verjetno vsi tam približno enak status, ne? Ja. Zelo tak reven status je bil v tistih časih. Tako da smo si, tako kot iz pravljice, srajčica, menjali stvari iz generacije v generacijo, dokler pač to bilo že strgano, isto čevlje. Se spomniš iz tistega zgodnega otroštva, kakšnih iger, ki ste še šli otroci? Spomnim se, ja. Spomnim se, najbolj zanimiva igrica je bila z nekimi travami. Zdaj, kaj smo počeli, mi ni jasno. Spomnim pa se, da smo zelo uživali s tistimi, so bile, se mi zdi, da je bila ali detelja, tisto stebelce, pa storžič, nekaj tašnega na koncu. In ne vem, kaj smo s tem stvari počeli, ampak mi smo toliko zadelati s tem na paši, da so nam še krave kdaj ušle v koruzo. Na paši? Ja. Si pasal? Ja, mi smo 3 krave. Vsak dan mi je bilo potreba, polet popoldne ali pa dopoldne, ko smo bili še mlajši, bilo treba skrbeti za te krave, ker nismo imeli ograjenega vrta. Vrt smo imeli pa zadaj za gospodarskim poslopjem. To je bilo vse v sklopu kmetije. In to ni bilo ograjeno. In takoj za gospodarskim poslopjem bi bil vrt. Od tega vrta naprej smo imeli pa ponavadi koruzo ali pa krompir. Tako da velikokrat je bil problem, ko so bolj krave najdle kakšno pot, ko smo se zaigrali, pa so šli v koruzo. In pol je bil oče kar fajn jezen. In kako je pasti krave? Se je to težko naučiti? Kako se je to iz starejšega otroka na mlajše prenašalo? So to starši pokazali? So mimogrede krave obogljive? Mislim, da je šlo to iz generacije v generacijo. To se jaz spomnim, to je brat počel, jaz sem prišel zraven, to pol jaz počel, brat je šel v šolo, to je bilo še zanimiva dolgorivčina. Potem sem še jaz te krave nekaj časa mirkal in pol je oče nabavil električnega pastirja. Jaz sem si to predstavljal, nekega robota, ko bo zdaj pasel krave, tako kot mi. No, in je govoril o tem električnem pastirju in da bo to kupil, ampak denarja ni bilo, pa ni tega kupil. In ko sem jaz to zvedel, da to sosedje imajo, prav zanimalo, kaj to je. In ko sem videl, to je ena žica napeljana in ko to primeš, da te stresa, sem mislil, se pa to ni taka umetnost. In ker je imel oče, to je bila tudi fajn štorija, to sem napisal, pa meni se zdi pri enih 12 letih,
sem pisal ene take anekdote iz otroštva, to imam še nekje spravljeno, to je šlo vse na svinčnik. In sem naredil električnega pastirja. Na 220? Na 220. Jaz sem lepo žico sem napel, okoli in okoli, ne vem, kam sem to zataknil, sicer koliko je bilo te žice, to ni bilo veliko. In ko to si seveda kam uštekati, smo imeli do gospodarskega poslopja, smo imeli napeljan podaljšek, ko to še takrat ni bilo te elektrike, da bi bilo to že vse pod zemljo, pa tako, kot je to zdaj vse narejeno, potem je bil nek podaljšek, pa neka žarnica, ko je tam svetla. In to sem videl, da je elektrika tam noter in jaz sem pol v tist kabel špikal ta drat. Ne? In ko nekaj sem čutil, da me je stresel, zdaj sem tole pospustil, sem rekel, zdaj pa elektrika noter, zdaj pa električni pastir. In je bil? In potem jaz pokličem brata, sem rekel, ti veš električnega pastirja sem iznajdel. Ne? A res? Jaz sem rekel, pecem, daj malo probi tle. Brat, ti je sproba, kaj je stresel, hvala Bogu, da nič ni bilo. Ne? Kako se je zgodba končala, ne vem, ampak to mi je ostalo v spominu. Jaz ne vem, sem imel takrat 4-5 let. Brat je bil pa 6 let, 7, ni še bil. Ja, zelo zanimiva štorija. Tvoj oče je imel tudi brata. Brat je bil oženjen in s partnerico ženo nista imela otrok. Ja. No, to je pa en del zgodbe kot kinoti. Taka bolj težka zgodba je bila to. Ona dva nista mogla imeti otrok. Mi smo bili 4 otroci, revščina je bila kar taka huda. Ko mi v bistvu tudi čutili smo. Nam je bilo nekako normalno, da smo jedli krompir, da smo jedli zelje, ne? Da smo bili skromno oblečeni. Polet smo tako skozi bosi hodili, se pravi, si imel ene hlačke, vzgor nisi bil nič oblečen. To se ti je zdelo popolnoma normalno, ker tudi ostali otroci v tisti časi so bili taki. Ne? In ni bilo v tej vasi nekega velikega odstopanja od ostalih. No, in ker stric pa teta nista mogli imeti otrok, je stric hotel, ker sem jaz bil bolj tak živ, pa zgleda bolj zanimiv, je hotel mene posvojiti, ne, in ker to traja ene 2-3 leta, sta me hotela že verjetno preden sem v šolo šel, ampak se mi tako prijetno fajn zdel, da ne bi šel, ne. Čeprav oče pa mama sta razmišljala, da bi bilo po en stran fajn, pa spet ne, tudi ona dva sta nista želela mene zgubiti po en stran, ne. Po drugi strani bi bilo pa njim precej lažje. Zakaj sta pa želela stric pa teta ravno tebe? Se pravi, zato ker sem bil tak bolj živ, opazen fant, ne, poln energije, ne, če je bilo kaj vasi narobe, to sem bil siguren jaz raven. Se pravi, bil sem eden tisti, ko je najdlje metal kamne, ne, in to je tudi pomenilo zdrav otrok, ne? Ja. In da bi bila eno gospodarsko poslopje enega soseda, čez katerega nikoli nisem uspel kamne vršiti, ne. In to je bila zmeri, vsakokrat, ko sem videl, da soseda ni doma, nov kamen, in pa bo šel čez, ali ne bo šel. In je šel zmeri v streho. Pa je pa sosed tu pa tam potuktal, da jaz škodo delam, ne, in pol je kakšno opekaj počela, in pol je imel oče pač probleme, ne, jaz pa probleme s očetom. Tako da sem bil precej živ in opazen in sta mislila, ali pa sta vedela, da zdrav je, fant je, takšnega si želita, ne, in pa sta se odločila za mene. Jaz pa sicer takrat nisem hotel iti in ko je bil enkrat nek problem, ne vem, kaj sem narobe naredil in mi je oče malo nadeval, sem si mislil, lej, ti pa ne boš mene več tepel. To si bil star 8 let? Ja, a sem bil že, ali še nisem bil tam nekje okoli 8 let, ja. Prvo razred sem že končal, sem bil že nekje na začetku drugega. No, in ko sta štec pa teta, sta pošla, zgleda tisti cajt, so bile gobe, sta pošla gobe nabirati. In se je pa zgodilo, da sem se odločil, sem rekel, zdaj pa jaz grem z njima, ko je skozi sprašval, je šel, ne, zdaj pa grem. Mama, res. In se šel. In je bilo to potem tudi vse uradno? Vse uradno posvojeno. Vse uradno, ja, vse uradno. Tam s papirji, tako da sem jaz v bistvu njihov. Ampak na drugi konec Slovenije, ne? Na nek način? Ja, na drugi konec Slovenije, na Ig. Na Ig. Ja. Zgodba v tej knjigi se dogaja tudi na Igu. Tako. Ampak Milan je Maja.
Ja. Recimo, ne? Malce. Ja, tako da... No, in potem imaš starše, biološke starše nekje na drugem koncu, potem živiš pa z tistimi Novimi starši, ki te posvojijo in kako zdaj klicati? Stric, teta, ata, mama? Tega se spomnim, to je bil kar velik problem na začetku. Tako da na začetku ne vem koliko časa, zdaj lahko rečem na pamet, 14 dni, en mesec, 2, 3. V bistvu nisem vedel, sem pocukal, pa sem rekel, nekaj. Sem žejen, ja, rečemo. Potem sem šele začel ugotavljati, sem rekel, pa se jaz imam 2 mame, pa 2 očeta, tako da sem pol in ene in druge klical mama, oče. Kaj pa ta stik z biološkimi starši pa z brati? Ja, kako je bilo to? To počasi zbledi. Ti prideš v neko novo okolje, tisto novo okolje te spreme, glede na to, da imaš štajerski naglas. Posebno otroci zelo boleče, ne? Ker pač ne znaš govoriti po njihovo, si kot tujec, ne? In to te znajo fajn zbadati, tako da sem jaz kar malo samozavesti, tisti čas, kar veliko samozavesti, lahko rečem, sem takrat zgubil. Ker prej sem imel brate, bil starejši, bil skozi na moji strani, me skozi ščitil. Zdaj sem se znajdel pa sam, ne? Sredi enega tujega sveta, ne? To sicer si Sloveniji, pa prideš na drug konc, kot bi prišel prekmurski otrok, ko govorijo pravo prekmurčino, ne vem, v Ljubljano. Odrasli to sicer razumejo, pa tako naprej, za otroke si pa v bistvu, tako rečem, kaj prišlek, ampak kloven ali pa dvorski norček, lahko temu rečemo, ne. Predmet posmeha nekaj časa, dokler se ti z jezikom ne vklopiš v njihov jezik. Kako si se pa v življenje vklopil, pa tudi je bilo to več blagostanja kot pri bioloških starših? V življenje sem se pa kar zelo hitro, mislim, to nisem imel nikoli problemov. Zmeri sem si zbiral te prave prijatelje, tako da sem se zelo hitro, sem si te prave prijatelje najdel, kateri imam še danes. In v zvezi tega ni bilo velikega problema. Mogoče je bil problem samo to, da sem zmeraj iskal zaupanje prej v ljudeh, preden sem jim prijatelj ratal. Ne? Jaz nisem nikoli, tudi poznaj v življenju, ne, izbiral nekoga, za katerega že nisem vedel, kakšen je. Jaz tudi pri puncah sem hotel prvo vedeti, ne, čigava je, kakšni so starši, kakšna je družina. Potem sem šele začel sanjariti, da bi bil z njo. Tako da se nisem nikoli odločil na vrat na nos, da bi rekel, zaljubil sem se. Ne vem, čisto neko drugo razmišljanje se ti pol odcepi v tvojo glavo, vse ime se je na tak način življenja. Si kdaj pobegnil nazaj k biološkim staršem? Ja, to je pa sestavni del. Mislim, da vsi te posvojenci imajo ta problem. Še posebno, ko čutiš, da te starši pogrešajo, posebno mama, ne. Mama te zelo pogreša, ne? Imaš, mislim, to je tak... Pa želela ti boljše življenje, ne? Ja, po eni strani, ja, po drugi strani pa je zelo težko prednašati, da mi ni, ne. Ker ona mi razmeri občutek, kakor da je izdala koga, mislim, da je izdala mene, ne, to je težko. Jaz sicer tega nisem opažal kot otrok, ne, ampak pol pozneje. Sta kdaj govorila o tem? To je boleča tema, to, če bi o tem govoril, pol me zmanjka. Ja. Kaj pa materialno? Je bilo to bolj bogata družina? Je bilo več? Ona dva sta bila uslužbenca v zaporu. V zaporu? V zaporu, ja. Na Igu? Na Igu. Oba? Ja, mama je bila inštruktorica paznicam, oče je bil pa paznik. Tako da sta imela sorazmerno solidne plače. In življenjskih izkušenj tudi verjetno veliko. Ja, ko sta mene posvojila, sta imela oba že krepko čez 30 let. Ne? Tako da sta imela že kar precej izkušenj za sabo. Kar se pa samega odnosa do otrok tiče, nista bila glih, kako bi rekel... Zelo ljubeča. Zelo ljubeča, tako če bi rekel, kot starša, ne? Ampak zmeri se tle pol... Ne, da ne bi imela otroka rada, ampak ni to tista ljubezen, kakor... Če je otrok tvoj, če je otrok bioloških staršev, tako. Ja. Šolanje, ne? Zdaj, jaz sem prej v uvodu povedal, da si se upokojil kot policist. Ja. Ampak to ni bil tvoj prvotni poklic, ne? Ne, to bi bil moj prvotni poklic.
ampak glede na moje dogodivščine, ker to svojo živost pa svoje... A to je bila tvoja želja, da boš policist? Ja, vse skozi bila to moja želja. Pa je nisem uspel upravičiti zaradi svojih lumparij. Ja. Najprej? Ja. Kako je bilo? Kaj si šel potem? To je bila kar ena. Najprej je bila želja, da gremo v policijo. In je bilo vse tako napeljano, da bom tu šel. Tacen, kadetska šola. Tako, to je bilo meni tako svetinja. Ne? To, če ti živiš v družbi paznikov, to so uniformirani ljudje, večinoma te blokarji, ko smo skupaj živeli, ta naša generacija, so šli skoraj vsi v policijo. Fante. In to je bila neka tradicija in to se je nekako sidral kot otroku v srce in sem imel občutek, da boš pa tam delil pravico ljudem. Je prišel 8. razred? Ja, prišel je 8. razred, malo pred 8. razredom, ljubezen in podobne zadeve so se nam začele dogajati tako kot vsem, vrtete na višku. In ko smo pač še nekaj punc osvojili, smo v gozdu delali hišice za to, da se bomo mi tam družili, da bomo kaj spekali, pa da bomo še punce pobavili pa tako naprej. In to smo, tam so bile razne skale nanosili lepo na kup, to pokrili z nekimi vejam. In to je bilo zdaj treba, če je bil dež, je to pučalo, to treba dobro pokriti. In tam blizu teh zaporov so imeli neke salonitke, mislim, da so bile stare, niso bile kaj uredne. Jaz sem to vedel, kje so, pa sem rekel, zakaj pa mi bi to naredili, ne? Gremo otroci tja, vzamemo mi te salonitke in mi to pokrijemo vse. Če so vse, to je pa spet taktika, namečemo, verjel je, da to zgleda kot kup, verjel je, da to ni neka hišica. Pa eno skrito izverjel, smo to prepletali, smo naredili pa skrivna vrata. Ne. No, še ne večja štorija je pa to, da sem jaz potuktal še varnostni sistem, če kdo pride, pa da ne bo prišel v to hišico noter. Samo to je bila. Dobar dan. Hvala. Hvala. Ampak to je bila res ena čez taka neumna stvar, da se človek v teh cajtih mora nasmejati. Postavil sem dva kamna, enega tukaj, drugega tam. Zdaj vpraša prijatelj ti, kaj si pa to naredil? Sem rekel, to je pa varnostni sistem. Pa me gledam, kakšen varnostni sistem? Sem rekel, zvečer človek pride, hoče to našo hišico pogledati. Spotaknil se v ta kamen, tisti kamen se bo podaril z glavo. Tega ne bi nikoli pozabil, kakšna neumnost. In še je res? Ne, to je bilo samo tako otroška ideja. Ja, tako. In to po 14 letih je človek rekel, da si načrtoval. Ja, in je bilo kaj narobe potem? Je kdo padel? Ja. Ne, iz tega ni bilo nič. Iz tega ni bilo nič. Bilo je pa narobe zaradi salonitk. Aha. To je bilo pa narobe, ker pa jaz zaradi tega po tej naši družbi gor na Igu je bil tudi eden, ko je vlamljal po avtomobilih in podobne zadeve, in so ga tega revež dobili. Dobro, ni bil glih revež, si bil že star 16, 17, 18 let, sem že v teh letih. In tole parijo, ko sem jaz naredil, pa sem jaz predlagal, da gremo te salonitke iskat, je pač povedal, še posebno bolj zanimivo je bilo, ker je to sin od paznika, nekoga uniformiranega pa tako naprej. Res pa je, da so v zaporih prijavili pač štetvino teh par salonik, so ugotovili, ker to ni bil neki bolj ekstremen kup, teh manjka. In to so prijavili in še ne bi prijavili, pride mama domov, pravi, ti kakšne salonitke kradel. Kje pa? Tam pa tam. Ne, mama, jaz pa ne. Ja. Dej, povej, ko se jaz lahko dogovorim, da ne bojo te stvari prijavili, pa povej, kje se pa jih bom resno. Ne, nisem jaz nič. In mama še kar ustrajala, ker je kar čutila, da sem mogel biti tam zraven. In ko jata posluša, ata reče, poslušaj, pa če ni, pa pust ga prebir, Sem rekel, hvala Bogu, evo. No, in potem se zgodi, ni bilo 1 mesec, potrkajo na vrata, miličniki takrat. Jaz pa stara mama so bila doma, hvala Bogu, in nobenega drugega, Stara mama je že tako malo slabo slišala. Pridejo miličniki, stara mama pogleda, kaj pa je. Ja, prav, Milana iščemo, pa so starši tu doma.
Ne, sam idva sva. Ali greva naprej, peta lepo naprej. Prav stara mama, koga pa je? Se rekel, veš, stara mama, to je pa verjetno, to sem se jaz v policijo prijavil. In zdaj so verjetno prišli se z mano pogovarjati. Ker sem lepo slišala, sem se jaz sem v tem nekako izognil, ne? Ja, policisti pridejo, kaj čem zdaj? Sem rekel, bil sem, se nima kje tajeti, ne? Ni bil namen neka kraj, bil je namen zato, da ko smo se pač igrali, smo to pa to delali, ne? Da se nismo nekako prisvojili. Da bi imeli police streho nad glavo, ne? Ja, tako. No in to je bil tisti vzrok, pol da jaz policiji nisem mogel iti. Aha, zaradi tega ne. Zaradi tega nisem mogel. Pa glede na to, da nisem imel nobenih drugih variant, kaj čem zdaj, ne? Ja, je bil pa problem, kaj čem zdaj. Nobene druge variante ni bilo. In ko sem imel najboljšega prijatelja, ki je šel v lesno šolo, sem tudi šel z njim v lesno šolo, ne? Pa imam lesno šolo, čeprav mene lesna šola ni zanimala. Grebe so lesno šolo, v lesni šoli je šlo vse lepo in fajn, pa angleščini pa nikakor ne. Pa se trudim, pa se matram, pa se s tistimi dvojkami pa cveki nekako kvarjam. Glede na to, da v osnovni šoli sem bil skozi tam med najboljšimi odličen, tam pa pol nisem naredil angleščine, mi je bilo en stran pač starši, vse skupaj, kaj čem zdaj, kako bom zdaj. Nič, pač nisem naredil, pridem domov, prav mama, kaj, kako, sem rekel, pa imam popravnega, ja pa kaj boš? Ne vem, angleščine sem znal toliko malo, da sploh nisem... To pa zato, ker v osnovni šoli nismo imeli učitelja rednega, ampak so nadomeščali zmeri neke študentke ali pa študentki, ko niso imeli nekega interesa, da nas bi naučili, ne. Jaz pa tudi nisem neki talentiran za tuje jezike. Takrat ni bilo tako kot zdaj, ko imaš računalnik in to vse v angleščini, to se ti že čez otroštvo nekako, ta jezik se te prime. Položeno zibel. Tako, ja. Če sem pol obupan nad vsem tem, tako da sem se zlagal, da jaz grem popravnega narediti, pa nisem tu čel. Sem imel pa še enega prijatelja iz osnovne šole, ki je po hotelu Slon. Prvoletnik takrat že naredil. In jaz avtomatsko takrat z njim, srečam tega, to je mulj star 16 let, srečam šefa strežbe, kaj pa ti? Tako pa to me malo zanima, pa sem prišel malo pogledati. Ja, komod k nam prideš, imamo prosto, gor dol, sem tja, evo. Pa sem že naslednje leto že bil gostinska šola. Ja. Jaz sem bil pa skozi revolucionar, ne, od otroštva naprej. Smeri, če me je kdo hotel zlorabiti, ali pa, mislim, zlorabiti v tem smislu, da mi se kaj nalagal, ali pa da bi me kakšen kriminal potegnil, pa tako. In sem se zmer znal za sebe potegnati, ne. In tle, ko smo bili vajenci, tle je bila praksa, da so nas izkoriščali, ne. Mi smo imeli dopoldne in popoldne smo imeli te vaje so bile 6 mesecev, ne, vajeniška doba. In v tem času pač smo delali še za namesto natakarjev, ne. In mi smo, namesto da bi v 2 končal, si delal tudi v 4, da je bil natakar vesel, da si pospravil vse tisto, kar je bilo pospraviti, od kosila, pa tako naprej. Od tega ti nisi imel nič, ampak lepo so te vsi gledali, od šefa strežbe, pa tako naprej. Dali so ti super odlične ocene za vse in vsi smo bili zadovoljni. Pa pride nekak drug letnik, v drugem letniku dobim neko resno punco, kar nekaj tobenega časa, jaz na teh praksah sem visel Madonna, se mi zdi cele dneve. In enkrat jaz to začnem razmišljati, sem rekel, grem jaz do šefa strežbe in sem mu z njim pogovoril. Grem tja do njega, ko vprašam, poslušajte, gospod Goran, ali jaz moram delati do 4, pa zvečer do polnoči, pa v hotelu prespati, ali nimam jaz 8-urnega delovnika. Ja, imaš. Jaz sem rekel, zakaj pa jaz moram toliko cajta delati? Se ti ni treba. Ni treba. Je v redu, pa jaz delal samo 8 ur. Ne? In pol sem jaz bil edini, ko sem delal 8 ur. In to se je začelo z revolucijo. Jaz pridem v službo, delam 8 ur, postavim pogrinke, kosilo se začne ob 12, se restauracija odpre, ampak prej je šef to pogledal je takole vrsto, ni bilo čisto vrsti, je šel, je vse podaril. Še enkrat. Sem rekel, v redu, do 12 mora biti odprto, pa če treba 5krat, bo pa 5krat postavil do 12. Jaz sem to lepo postavljal in počasi se je to čez nekaj cajta vse pozabilo, ne, jaz mislil, da je to zdaj v redu. Nobeden me ni motil, jaz sem delal 8 ur, ampak problem je bil zdaj oni, ko niso delali 8 ur. A zdaj, ti si pa zdaj tle nek frajer, ti boš delal 8 ur, mi moramo pa delati po 10 ali pa več ur, pa streš kelnerjem. Plus tega me kelnerji niso marali, ne. Ja. Zato, ker nisem več riti odnašal, ko sem jaz spokal, ko bi cajt se spokal.
Prej sem mogel v hoteli stati, ker sem imel zadnji avtobus ob 11, če je bilo to zvečer. In ker nisem v 10 zaključil, nisem mogel na avtobus prideti, smo dobili hotelsko sobo, v kateri si prespal in drugi dan si delal naprej. Ja, taka je bila tista praksa. In jaz sem to pol prekinil, marsikomu, ko bi hotel tako, kakor jaz, od teh vajencev ni bilo to všeč. Nič. Namesto da bi na šefa pritisnili, so na mene. Ne? Ja, fajn se imaš, mi še moramo za tebe delati, zato ker ti greš, ne? Imamo se že daj toliko več dela. Sem rekel, lejte, jaz sem to šefi povedal, sem imel probleme zaradi tega, pa dajte mu še vi povedati, pa imejte še vi probleme. No, pole pa to izpadlo tako, da sem jaz hotel tam neko revolucijo povzročiti, da še drugi ne bi delali, ne? Tako je pol to izpadlo, da se šef spet spomnil, da mi lahko pogrinke podira, da mi lahko da najslabše delo pa tako naprej. In plus tega, vse tisto, kar sem imel prej odlično, je bilo kar naenkrat 3-4, 5, sploh nisem videl več. Ne? Pa si tu končal šolo? Ja, to sem se potrudil. Čeprav sem bil skozi v borbi tam, ampak sem rekel, če sem že tamle nekje, nisem uspel vzdržati, ne, pa potruditi, ne smem starše razočarati, pa tle. Pa si šel potem za policista v šolo? Ja, jaz, ko sem to končal, sem ker mi to natakarski delo nikakor ni, tudi nisem jaz primeren. Ne, se navadna strežba, pa to, ko imaš pa ti množico ljudi, ko imaš kup nekih naročil, ti se zgubiš v vseh teh naročilih. Ne. Jaz se občudujem, te prave fante, ki mi treba zapisovati in to imajo vse v glavi, spreme naročilo, točno ve, kje bo kaj dal. Sem točno vedel, da jaz za ta poklic nisem, ker bom imel zelo hude probleme in psihične in na delu in tako naprej. Sem pred zaprosil, če la gremo v vojsko, šel sem takoj, ko sem šolo končal v vojsko. Ko sem prišel iz vojske, sem hotel pa spet v policijo iti. Ne. In te prvi poskus je bil neuspešen, tako da pač nisem uspel. V tistem času sem že tudi veliko pisal, vse te razne zgodbice sem si zapisoval pa tako naprej. Včasih sem imel zelo veselje, veliko sem ljudi tudi opazoval, tudi razne družbe sem opazoval in sem si razlagal. Sem si zgodbo pripovedoval, kaj te ljudi tukaj delajo, kaj počnejo. Sem si hotel kakšno veselico zapisati, kako to poteka na vseh koncih in krajih, da to združim v eno tako, da si šlo tako film predstavlja. Ne? Ja. Kaj ti pospelo potem iti v šolo za policista? Ja, to je bilo pa pol po tistem, ko mi ni uspelo, sem šel, jaz sem iskal varianti, kje se bi zaposlil. In na vrat na nos jaz najdem temeljno državno sodišče, ali kako se je prej imenovalo, v glavnem sodišče v Ljubljani, so iskali sodnega izvršitelja. Ko pa to je? Pojma nisem imel, kaj to je. Jaz na vrat na nos sem se prijavil. Sem rekel, kje slabega ne more biti, če to na sodišču bomo videli, kaj to je, se človek vsega nauči. No, in jaz, mulj star, še 21 let, ne, ali pa že, grem jaz lepo na sodišče, jaz, napišem na sodišče, me povabijo, grem na sodišče, sprejeti. Tam gledam, jaz stara 21 let, vsi ostali čez 30, 40, 50, en tak zelenc, kak del pa je to, Madonca, še mi sanjali ne. Pa jaz ugotovim, da to so razne izvržbe, razne deložacije, ker ljudi izsiljuješ iz stanovanj. Pol moraš včasih razpisati dražbe za prodajo kakšnih stvari, ko nekomu to zarubiš, ker niso poravnali nekaterih dolgov, ko bi jih mogli poravnati. Ne? In počasi se ugotovim, kako te stvari nekako laufajo. In smo delali pol, dolg cajta sem delal z enim starejšim človekom, mislim, da je bil star tam okoli 50 let in nekaj manj, od katerega sem se veliko sicer naučil, ampak glede na to sem bil zelen, jaz sem že po naravi kot fant imel bolj tak otroški brezskoz. In redko, če bi jaz bil sam, da bi me kdo kaj resno vzel. Ampak mi je kar dobro šlo od rok, tako da moram reči, da sem zmeraj te spise reševal. Tisto, kar je bilo težje, sem reševal skupaj z starejšimi, s tem starejšim izvršiteljem. Tisto, kar je bilo pa tako lažje, se je pa toliko večinoma usedlo na plače,
da so ljudem del plače zarubili mesečno pa tako naprej, da se ti zdolg odplača, ko ga pač mogo odplačati. Koliko časa si bil tu, preden si potem postal policist? Ne, jaz sem pred začel v policiji razmišljati naprej. Takoj. Zdaj, pred po tistem, ko mi pač ni uspel, sem razmišljal, naslednje leto sem pa spet prijavil, ne, in pol naslednje leto se jaz spet prijavil. Mislim, da sem bil tle, ne vem, leto pa pol, je bilo nekaj tašnega. Ali pa še manj. Jaz se spet na novo prijavim, na razpis. Gremo na zdravniške, gremo tja. Sprijet, sem rekel, le. Vsi so rekli, koliko so me poznali, ti si pa zdaj svoj življenjski cilj dosegel. In koliko šolanja je to še? 2 leti je, kako je bilo? Ja, to je bilo pa še 2 leti šolanja in to tašnega šolanja, ko v enem zaporu v bistvu. Potacno tudi? Ne, to je bilo po Kotnikovi. Kotnikovi, ja. To so sicer poznaj to zreducirali tudi na 6 mesecev pa to. Ampak glede na to, da smo mi imeli poklicno šolo, je to bilo že takrat tako planirano, da si šel, pa si imel 2 leti, pa si do kvalifikacije naredil za to 5. stopnjo. Pa tudi bolj si se policije privadil, kot zdaj ta generacija, no, lahko rečem. Ne. In kje je bilo potem prvo delovno mesto kot policista? Ja, ko sem pa to šolanje dokončal, ja, lahko rečem, da v šoli sem bil eden izmed prvih 3, tak, najboljši, jaz sem še inštrukcije drugim dajal. Učitelji. Ker je bil to tvoj poklic, ne? Tako je, bil moj poklic, bilo mi je vse skupaj pisano na kožo, stvari so mi šle izredno hitro vse v glavo. Tako da, jaz sem tle videl eno blazno kariero v vsem tem. Ne. In kje se je ta kariera začela? V Zgorju? Ne, jaz sem glede na to, ko so že prej se te vprašali, kako si pripravljen delati vse posod po Sloveniji ali kako, ne. In avtomatsko ti, ko te to vprašajo, točno veš, če si pripravljen za vse, pa te bojo sprejeli, če boš pa zdaj pa ti pogoje postavljal, še rekel, hočem biti pa v Ljubljani so hoteli biti vsi, avtomatsko, da nimaš več toliko pogojev, te avtomatsko lahko črtajo, ne. Ja, sem rekel, lejte, ni problem, jaz sem tako navajen, mene so posvojili, cela Slovenija je moja, jaz nisem nekjer doma, posod sem doma, ne. Tako da nisem imel problema, jaz sem šel pol na Štajersko, Štajerskega sem prišel na Ig, iz Iga sem šel pa pol, ko sem službo dobil v Koper. V Koper, v Koper, v Samski sobi sem tam živel in tam sem v bistvu začel poklic. In iz Kopra potem po Zagorje, ne? Ne direkt, ne, ker pač človek je pol žirata tistih let, da si mora družino ustvariti. Jaz sem pol imel neko resno punco, s katero sem si hotel družino ustvariti, rabila sva stanovanje, razmišljal sem tem, da moram dobiti stanovanje, kje zdaj stanovanje dobiti in jaz sem poštartal na to, da dobim stanovanje. Ne, še preden sem pa to uspel, sem se pa mi pa nekako ratal iz Kopra priditi v Ljubljano za nek čas. In potem iz Ljubljane, kjer si dobil stanovanje v Zagorju, tako. Ampak to dekle ni šlo zdrave, ne? Oziroma nekako ni želela. Nekako je ona bila vezana na Ljubljano, to je tudi del zgodbe tukaj. Ona je bila vezana na Ljubljano, na tisto, kar je tam počela svoj čas, tisti čas, in se pač ni odločila, da bi šla z mano, ne, glede na to, da je že 1 leto pa pol hodila na Primorsko, sem rekel, zdaj smo pa že nekako dosti stari, da si ustvarimo svoje življenje, družino, ne moramo več živeti tako kot eni nomadi. In sem rekel, 6 mesecev, te bom čakal, če se še odločila boš, če se pa ne boš odločila, bomo pa živeli svoje življenje, bomo najdeli. In si našel potem pa zakonsko partnerico, ne? Tako. In Zagorjanko? Ja. Mislim. Zagorjanko, rojena je bila v Trbovljah, živela v Zagorju, Zagorjanko, lahko rečem. Ste si ustvarjala družino? Smo ustvarjala družino in že 30 let je tako, ne. Že 30 let? Ja. Otroci? Ja, otroci so že tudi, punca že tudi bliz 30, fant je že čez 16. Policist? Bo? Ne. Ne bo? Ne. Se bojim, da ne bo šel kam kriminal zapadel. Prej si omenil, da si bil revolucionar. Ja. Verjetno te tvoji predpodstavljeni šefi tudi na tem delovnem mestu, ki si ga že od otroštva želel, biti policist, niso imeli najbolj radi, ker si rad pisal,
imeli ste forume, pa si včasih kaj preveč napisal, si bil kaj preveč iskren. Veliko zgodb si mi zadnjič pripovedoval, takšnih in drugačnih, tudi da je ogromno koruptivnosti. Nekako si bil verjetno intimno malce razočaran. Ne? Ja, od začetka prideš. Pa, če se malo vrnemo nazaj, pa s tem povežemo. Ja. Ne? Ko sem bil na Igu, jaz sem v otroštvu, pa do 15-16 leta, na tisoče stripov prebral. To so bili stripi o Zagorju, Komandantu Marku, tisti, ki to poznajo. Tisti je bilo takrat za dušo. Mene je to mama kupovala, v šoli sem bil priden, jaz sem to čuda prebiral. In to si moj sistem pisanja je skoraj tak. Druga stvar pa je, bil sem tudi v dramski sekciji, ena dramska skupina je bila. Tam sem igral 2 sezone. Pa glede na to, da sem bil v tem kulturnem društvu, sem prodajal tudi karte za kino predstave. In jaz sem se čuda filmov lahko gledal za ston. In pol sem včasih ugotavljal, da tudi moj sistem pisanja je tako, kot če bi bral scenarij. Tudi v tem smislu. Dost tak se mi zdi, da je dost pregleden. To sami bojo bralci videli, kako je s tem. Mislim, da je dost pregleden in da je dost zanimiv. Ker neko suhoparno branje je postane dolgočasno. Jaz to gledam, da mora biti v vsakem poglavju neka akcija. Nekaj se mora non-stop dogajati, ker se tudi nam v življenju non-stop nekaj lomi, ne vem, doživljaš veselja, žalosti. V teh romanih, v teh filmih je ponovadi vedno srečen konec, ne? Vedno dobro nad zlim zmaga. Ja, to so ameriški filmi. Ampak je bilo na policiji potem tudi tako? Upali smo, da bo tako, pa ni bilo tako. Ja, pa ni bilo, ne? Ne, pa ni bilo tako. In iz teh romanov, pa iz teh filmov sem jaz prišel v policijo, kjer sem si ustvaril svoj mit policista, skozi otroštvo. Poštenega, ne? Poštenega, razumevajočega do ljudi. Ja. Ja. In ne pričakuješ, da boš pol naletel na sodelavce ali pa celo šefe, ko so, lahko rekel, podkupljivi, ko gledajo, kako si bojo ustvarili neko kariero, ko gledajo, kako bojo prišli do nekih finančnih sredstev preko nekih, lahko rečem, privatnikov, ki jim to omogočajo, zato da njim kaj spregledajo. Ne? In to skozi določeno obdobje ti to se spoznavaš. Najbolj te pa še pol boli, ko vidiš, da nekdo, ko je bil eden tistih najbolj uspešnih, zleze do nekega šefa in pol on deli tebi neko pravico, ko točno veš, na kak način je nekam prišel, pa kako si kakšne stvari prisvojil, pa kdo je za njega kaj tako delal, da mi je pol lahko kakšne stvari spregledoval. Meni si pripovedoval, da seveda tudi policisti, tudi šefi gradijo kakšno hišo, ne? In tudi mogoče kdaj kdo kaj pripelje, kakšen material, pa normalno izstavi račun, pa je lahko šef ali pa policist malce jezen, pa reče policistu drugemu naroči, dajte tega malo ustaviti. Ne? Ja. In ko ga vi ustavite, sicer ne pove zakaj, ne? Ampak ko ga vi ustavite, pa on ve, zakaj ste ga ustavili. Ne? Ja. Zato, ker ni dal nekaj brezplačno. Mislim, to je meni slišati skoraj da neverjetno, ampak se to dogaja. Zdaj ne bo o imenih. Ja, lejte, škoda je govoriti, ker vsi smo ljudje. Tako, ko imaš po tovarnah ljudi pridne, poštene, pokvarjene, tako jih imaš tudi v policiji. Ne? Tam se ustvari neka grupacija, to je, lahko rečem, neki klani tistih, ko jim uspe napredovati in oni držijo skupaj s šefom. Potem so oni, ko so lepo tiho, nočejo nič vedeti in jih samo zanima, da lahko normalno napredujejo. Evo, to sem pa tam napisal v Porlačnih, veliko takih resnic. Mojih resnic ni rečeno, da je to neka splošna resnica. To je pogled. Tako. Te ljudje v bistvu tisto, kar naj bi bila policija, si jo hočejo ustvariti po svoje. In ko ti začneš opozarjati na to, si moteči faktor. Ja, nekoga, ko je nad teboj, tudi tako, ko sva na samem, pa ti kakšne stvari nekomu poveš, že on razmišlja, ker ima to moč, kam te bo umaknil, kam te bo dal začasno, kakšno težko delo ti bo dal, kakšno težko problematiko boš
boš s tem delom dobil, ne, da bi uspel doseči to, da se bo nekdo pritožil nad tvojim delom, ker točno se ve, kdo je problematičen, pa tako naprej. In še posebno, če ti da, da si ti vodje patrulje, zraven tebe ti da pa še ena boga punca, ko ima 50 kil, ne da bi zdaj punce podcenjeval, ne, ampak že same kilaže ne odgovarja, če imaš 2 deca po 100 kil. In je lahko kup problemov in z teh problemov nastane poškodbe, iz teh poškodb nastanejo pritožbe. Ne. Zakaj ste ukrepali tako, če bi lahko drugače? Ti imaš pa mogoče samo sekundo, 2 časa, da se odločiš, kaj boš naredil. Tisti, ko pa pol analize delajo pa tako naprej, potem lahko razglabljajo 2 meseca. Ne. In pol, ko imaš, so rekel, te skupine policistov, se pa najde tisti policisti, ko pa upozarjajo na stvari in na napake, kaj si bi dal, te postanejo moteči faktor in vsi ostali, ko vidijo, kako se sistem napreduje, kako greš po lestvici lahko naprej, se nekač priključijo šefu sklini, ostali smo pa tisti, ko vse narobe delamo. Ne? In potem verjetno čisto logično sklepam, da ti v svoji poklicni poti nisi zelo velikokrat napredoval. Sem napredoval, ampak niti najmanj ne tako, kot sem jaz imel čutek, da sem sposoben, pa bi lahko, ker ko sem videl, da sem me začel zavirati pa po glavi toč takrat, ko sem bil najbolj ambiciozen, sem počasi začel ugotavljati, da se s trudom in z delom nič ne doseže, ampak samo s tem, da se ti prilagodiš nekemu sistemu, nekemu človeku. To ni samo pri nas. To je tudi po fabrikah, to je marsikje druge. Jaz sem imel to priložnost delati med ljudmi več kot 30 let. Zelo veliko sem se z ljudmi pogovarjal, če ti se ukvarjaš s pisanjem, te marsikaj zanima. Ne? Veliko zgodb, ko jih je tukaj noter, so resnične zgodbe, ko so urinjene v neko globalno zgodbo, ko je izmišljena. To so resnične zgodbe. To so v bistvu resnični ljudje. Ne? Pa če bi bil zdaj znova star 15 let, končal 9-letko, zdaj 9-letka, v najnih časih je bila 8-letka, bi se znova odločil za policista, za to policijsko šolo? Po takih pogojih, kakor je. Po tem vedenju? Po tem vedenju ne. Ne. Po tem vedenju ne. Po tem vedenju bi lahko čist druge vode za jadrom, ne vem. Mislim, da bi bil prej novinar. Po vsem tem, kar je. Raziskovani novinar. Ja, tudi to pa verjetno eden tistih, ko ga bi slej, ko prej probali umakniti. No, prej sta bila postrežena, to oddajo snemamo v gostišču KUM Zagorje. Pokrovitelji pa so tudi založba Primus in Borut Gošte, vodovodne in ogrevalne inštalacije. In založba Primus je tista, ki ti je letošnjega leta, začetku letošnjega leta izdala roman Senca v temi, prvi in drugi del. Ti si meni dejal, da ne znaš na kratko pisati, da bi bil samo en del. Ne? Vedno sta 2 dela. Ne? Ja. Zanimiva knjiga. Velikokrat te najdem, kje v knjigi. Če ne bi vedel to o tebi, potem bi čisto z drugimi očmi bral to knjigo. Zanimiva knjiga. In mi bomo enemu podarili oba dela, oba romana, prvi in drugi del, tistemu, ki bo to oddajo na mojem Facebook profilu všečkal, delil, kaj komentiral. Potem bomo pravili žreb, vse pošteno, brez korupcije, ne? In podelili to lepo nagrado, torej v sodelovanju z založbo Primus. Ni to prva knjiga, praktično je bila ta knjiga napisana že leta, ne vem, 99. Ja, 98 sem je pisal. To je ta knjiga. To je ta knjiga. Ja. Zakaj je toliko časa stala v predalu? To je pa zanimiva zgodba, res. Prvič zaradi tega. Takrat si bil še policist. Takrat sem bil še policist, ja. Vse tole sem dal eni gospe lektorirati, mi je vse zlektorirala, celo plačal sem vse skupaj sam. In pol tiste izvode, ko so bili lektorirani, sem jih poslal na vse večje založbe v pričakovanju, da bo kakšen odgovor. In je bila tišina. Glede na to, da sem takšen, kakršen sem, jaz ne tečnarim in ne kličem. Sem rekel, očitno je roman še ni tako dober, da bi bil objavljen. Da se moram še
še malo priučiti tega posla. In potem, ko sem videl, da pač ni tam odziva, sem pa glede na to, da sem poznal župana, sem ga srečeval, se pravi, sem zlorabil ta institut poznavanja nekega človeka. Dobro, to ni v tem smislu. In sem pač iskal neka finančna sredstva, da je to izdal. Jaz vem, da to ni pocen. In Matjaž Švagan rad obljubi, ne? Pa dobro, se ni važno zdaj, ker župan bi bil, mogoče tudi kakšen drug ne bi. Ja, dobro. Bil sem tam, pogovorila sva se vse, je rekel, lej, zdaj tale proračun občinski je šel mimo, v naslednjem bomo mi to upoštevali. Dobro, jaz to razumem, sem rekel, vse leto gor ali dol, ni igra nobene vloge, ne? Pride mine leto, glede na to, mislim, da je rekel, da me bo poklical ali kakorkoli, ne vem, kako sva se to dogovorila, sem jaz klical, sem že malo pozabil. Ni bilo način, jaz se najavim na drug razgovor in potem se je ponovila ista zgodba in z isto zgodbo se je ponovilo še vse tisto, kar se je že sprva naprej ponovilo. In sem rekel, nič, pač nimam te sreče, samo založbo ne morem iti, ker imam družino, otroke še, kup nekih obveznosti, žena ni imela redne službe, tisti čas še, ne, naj to čaka na svoje stvari. In je čakala. In je lepo čakala, mi smo pisali druge zgodbe, v tem času smo še pol hišo naredili. No, vmes, še pred tem, torej iz leta 94, ne? Ja. To je pa prav zanimivo, ne? Karizma, revija, ki si jo sam izdajal, še kot policist. Tako je. In zanimivo, tako leposlovje, pesmice, humoreske, križanke, vse. Ja. Lektorirano, Aleš Gulič, Polona Malovah tudi. In ni šlo. Ne, ni šlo zaradi tega, ker sem jaz te stvari vzel prelahko. Nisem jaz neki založnik, ne poznam, kako bi rekel. Tega trga. Tako je, tega trga. S Alešem Guličem so s tem se veliko pogovarjala. Jaz sem bil zmeri pozitiven vsem, sem rekel, lej, toliko prihrankov jaz takrat sem imel, sem rekel, to si lahko privoščim, toliko in toliko denarja imel jaz te stvari skozi spravo in nekako mi je ratalo vse stvari urediti in izdati 2 številke, pol je pa denarja zmanjkalo, sem rekel, zdaj pa v riziko ne gremo več, družino imamo za sabo, treba je nehati. Želja je pa bila, da bi to revijo pisali drugi, tisti, ko se ukvarjajo z literaturo, in bi jo s tem v bistvu sami tudi pokrivali nekako finančno. Pa mogoče kdaj naslednji projekt, ne? O tem se pogovarjava v nekem literarnem, publicističnem društvu. Ja, to je zelo zanimiva stvar. Mislim, da bi to mogla biti že zdavnaj pobuda od občine, glede na to, da smo bili literati zmeri nekje odrinjeni od vsega dogajanja, če vzameš, glede na to, da smo mi sred pleh muske, lahko rečem, pa imamo polno raznih zborov, glasbeno šolo, vse drugo nekako pokrivamo z nečem. Literate pa, kakor da jih nimamo in vsi se borimo na svojih koncih, da kakšno stvar izdamo, večinoma se tudi... No, to je pri založbi roman, no, to si pa že prej povedal, Upor lačnih, to je bila pa sama založba? Ja, moja želja je bila vse skozi. Ta knjiga je tudi zanimiva, ker je noter v njej je cela zgodovina tistega, kar sem jaz počel. In ti si Sagi M.Lev. Ja, to je pa... Tudi tu si podpisan tako. Ja, to je pa... Evo, zdaj vedo, kdo je to. Ja, vedo, kdo je to, lahko tudi pojasnim, zakaj je to tako. Ne? Sagi so me klicali vsi prijatelji, sodelavci pa tako naprej. Sagadin, Sagi. Tako, kar se tiče pa Leva, je pa to tudi ena stara zgodba, ko sem bil star 11 let. Mi je babi še polnih 11 let, mi je kupila nož. Tak lovski nož, ker je bil na koncu lev. Aha. Ja. In glede na to smo brali tisti cajt veliko stripov, pa to naprej. Sem jaz ratov, ko smo mi bili bojevniki, smo si igrali razne igrice, sem jaz ratov šerif, Black Lev. Aha. In prijatelji so mi klicali iz tistih otroških časov Lev. Takrat Lev? Ja, tako. Policisti, kolegi pa Sagi. Tako, jaz sem pa sam dodal malo svetovljanskih končnic in sem rekel, zakaj še ne bi tega spomina ohranili na tiste čase, ker ni važno ime, priimek, mislim v življenju, bolj je važno tisto, kar lahko prebereš, kakor sam avtor.
No, in v tem zadnjem romanu, prvi del sem prebral, drugega sem začel, je veliko o tej naši, recimo, zdajšnji osamosvojitveni zgodovini, vsem tisto, kar se je dogajalo s prihvatizacijo, je nekdo rekel, ne? Tako. Prihvatizacija, zelo tako zgovorno ime. Jugoslovanski žargon. Potem orožarske zgodbe, pa seveda tudi ljubezen. Kako gledaš na Slovenijo? Si pričakoval več od osamosvojitve? Si pričakoval, tako kot takrat, ko si šel med policiste, da bo drugače? Sigurno. Da bo več poštenja, no? Odvisno, kakšen človek si, ne? Jaz sem se v življenju naučil, če ti živiš med barabami, imaš vse ljudi za barabe. Če živiš med poštenimi ljudmi, jaz sem živel, kako preko, mogoče med preveč poštenimi ljudmi. Tako da tudi včasih, ko si v življenju znajdel na nek pošten način, sem jaz to moralno videl, da to za moje duše ni v redu. In se nisem nikoli loteval nekih... Da moraš biti pošten, to je bilo zapisano. Ja, to je bilo nekako v tem smislu napisano, da se treba v življenju žrtvovati, ne iskati nekih bližnjic, da svoje lastne sreče za sabo popuščaš pogorišča ali pa žrtve. Ne? To je bil osnovni moto tega, da sem šel v policijo. In to je tudi moj moto pisanja. Ne? Tako da način happy enda, ko ga imajo Američani, pri meni sicer ni prisoten, čeprav se happy end srečen konec tudi konča. Ampak tudi kakšna žrtev se najde, ali pa tisti junak, katerega spremljate ves čas, ne, na koncu izgubi življenje, ali zaradi bolezni, ali zaradi česa drugega, ampak njegova ideja ostane. Ne. To je stil mojega pisanja in mislim, da bom tega zelo težko znebil, ker se mi zdi, da imam to toliko cepljeno v sebi, da kadar kakšne stvari tudi zdaj za sabo berem, ne, vidim, da sem šel spet po nekem ustaljenem vzorcu mojega razmišljanja. No, mogoče še nekaj zanimivo. Ne? Ti si na založbo Primus poslal 4 romane, če se ne motim. Ja. In zaenkrat je šel ta. Ja. To pomeni, da 3 ne bodo ali pač? Ne vem. Zaenkrat so se odločili za tega. To bomo še videli. Očitno si zelo produktiven. Ja. Ko so sedeli za računalnik, se ti odpirajo slike. Ja, to je tako, kot da bi gledal film. Isto, kot da bi gledal film. Jaz že približno vem naprej. Jaz cele zgodbe ne vem. Cela zgodba, ko pride, okvirno je zgodba, rečem, grem zdaj v Ljubljano. Kaj se mi tam zgodilo, ne vem. Pridem v Ljubljano in tam se začne dogajati. Srečam tega, srečam onga, ne vem. Lahko me povozi avto, pa se znajde v bolnici. Roman je pa isto tako. Imaš okvirno zgodbo, ko mora biti zanimiva. In potem na te vso to zgodbo pripenjaš vse tiste zgodbe raznih ljudi, ko se to začne zapletati, ko se ti kakšne zgodbe povedali v življenju. To se meni dogaja in jaz se pol spomnim, ne vem, na kakšen samomor, na kakšen vesel dogodek v življenju. In kaj je najtežje v tem poklicu? Biti policist? Je to te hude prometne nesreče? So to samomori, ko je treba mogoče obešenca, ko veš, da je že mrtev, ga sneti? Je to, ne vem, smrt otroka? Ja, sigurno, to je smrt otroka. Če zdaj to vse skupaj primerjaš. To sem imel tudi 2 grozna primera, tako da... To stane? Neseš domov? Ko mi sem prišel v policijo, sem doživel tak grozen primer. Se je otrok utopil v mlaki, star 3 leta. To ni bila neka navadna mlaka, to je bila pregloboka mlaka, da si bi... Otrok je verjetno mislil, da je to navadna mlaka. Padal je pa, ne vem, tam kakšen 1,5 metra v neko veliko luknjo. Ja. In to je bila umazana mlaka, ne vem, na pol gnoj. Ne. Mi tega otroka vse posod iščemo, nikjer ga ni. In nazadnje, ne vem, zdaj imam tak občutek, da ga je gasilec potegnil z eno rogovilo ven, in koliko je mama prišla.
To je bilo grozno, ko se je začela tam dreti, pa jokati, pa ojoj, to sem jaz sanjal 14 dni. In potem sem si rekel, zdaj pa če ti hočeš tak poklic opravljati, boš mogel malo razpucati sam sabo. Ne? In takrat sem tudi začel se malo se svojo duhovno platjo ukvarjati, čeprav nisem imel pojma o tem. Ne? Neke literature sem si tam sam prebral, tudi to pišem v enem romanu, Glas prednikov. Tam pišem o enem preroku, kot to To bomo še brali. Upam, to sem pričakoval, da bo založba izdala. Mogoče bo. Stvar je zahtev, če bo jo prebrali, bo izdal. Ker je zelo, zelo, zelo zanimiva zgodba. To je pa res taka zanimiva zgodba. Vsa policijska dogodivščine pokvarjene. Sem tam spisal, ker tam tudi nastopajo kriminalisti, policisti. Ja, pišete na koncu dol, da bo še... In piše, in zato so in bodo tudi vsa njegova prihodnja dela morda še šokantnejša za mnoge. So prebrali očitno in načrtujejo tudi izdajo. Sagi, Lev, Milan, hvala ti, da si z nami delil, lahko rečemo, kar čustveno življenjsko preizkušnjo. Verjetno bo ob izidu naslednjega romana spet priložnost, da takrat pa, kaj ne rečem, srečno. Ja, hvala lepa. Hvala pa tudi vam za pozornost in še naprej nas spremljajte.